V četrtek, 8. decembra, je v Antikvariatu Libris v Kopru potekala predstavitev prevoda romana Pot pod noge Bojana Krivokapića, mladega avtorja iz Vojvodine, ki deluje v Novem Sadu v Srbiji. Za seboj ima že 4 izdaje knjig, 2 pesniški zbirki, Ščurkov let in Deško gnezdo, dvojezično zbirko kratkih zgodb Teci Lilit, demoni se spotikajo in omenjeni roman Pot pod noge, ki ga je izdal že leta 2017. Pa to su oni, čudesni su književni putevi ili putevi književni. Dakle, ja sam često bio gost u Istri, odnosno u Umagu i Kopru na forumu Tamica i poznajem dobro ovaj kontekst, pre svega književni, odnosno kulturni, a bilo i drugih književnih događanja u Srbiji. Tamo smo se Gašper Malej i ja sreli i prosto razmenili svoje knjige i tako je nekako spontano došlo do ideje da dođe do prevoda mog romana. Gašper mi se javio, pitao je da li sam ja zainteresovan, ja sam onako euforično rekao naravno da jesam i ništa, onda je usledila godina dana prevođenja, konsultacija i evo sada promocije u Ljubljani i Kopru. V slovenščino je roman prevedla Bojana Vajt. Meni je knjiga zelo blizu, zelo je človeška, zelo humana in zelo živa. To mi je bilo najbolj všeč in tudi pri prevajanju mi je to bil največji izziv, ker je dejansko napisana tako, kot pripovedujemo zgodbe v živo. Imaš občutek, da ti nekdo pripoveduje zgodbo in na ta način sem jo hotela tudi prevesti. Je jezikovno zelo bogata, raznolika, zelo subtilno gradi razpoloženja, čustva, nek odnos do teh likov. Liki so zelo prepričljivi, živi, verodostojni in širok diapazon življenja v teh časih in krajih zajame na en tak nevsiljiv in nenaporen način. Tako da jaz sem jo z veseljem prevajala in z veseljem še kaj preberem iz nje in jo toplo priporočam v branje. Roman je prejel nagrado Mirko Kovač za najboljše delo mladega avtorja v Srbiji, Bosni in Hercegovini, Hrvaški ter Črni gori. Leta 2018 je bil nominiran za prestižno Ninovo nagrado, ki jo v Srbiji podeljujejo za najboljši roman leta. Zgodba se vrti okoli glavnega junaka Gregorja in sledi 3 generacijam ene družine v bivši Jugoslaviji v času razpada. Avtor pravi, da so to zgodbe, s katerimi se lahko veliko ljudi identificira in jim lahko verjamejo. Sjeća se jedne priče o nekoj svojti neđe s Primorja. Sjeća se priče koja je sva u pričama i šiframa isprekidano, uz uzdahe i oči pune suza. Priče koja vjerovatno nikad ne bi ni bila ispričana da jednom nije sjeo i rekao da mu sad moraju reći sve. Neka počnu. Spominja se neke zgodbe o neki žlahti od nekod s Primorja. Spominja se zgodbe, ki jo v celoti pripovedujejo v šifrah, pretrgano, med vzdihi in z očmi polnimi solz. Zgodbo, ki bi morda nikoli ne bila povedana, če ne bi nekega dne sedel in rekel, da mu morajo zdaj povedati vse. Naj začnejo. V zgodbi je vse prisotna tudi smrt, ki pa je doživljena kot nekaj, kar je. Kjer je življenje, je tudi smrt. Ob tem obstaja neko veselje in optimizem, da gremo naprej. Kljub težkim temam je bil avtorjev namen, da je knjiga hudomušna in polna življenja. Ja mislim da mogu da pročitaju zaista svi koje zanima bilo šta od ovoga što smo rekli. Dakle, 3 generacije, bivša Jugoslavija, sadašnja Jugoslavija, more, Vojvodina, bolest, borba za život. Dakle, to su teme koje su u ovom romanu. Pa sad kažem, koga zanima neka od tih tema, može da pročita, koga ne zanima, svako dobro želim takođe. Obiskali smo odprtje likovne razstave z naslovom Naslednja jesen likovnega umetnika Vaska Vidmarja v galeriji Alga v Izoli. Vsestranski likovni ustvarjalec iz Pirana je začel ustvarjati že v otroštvu. Od takrat se dnevno posveča likovnemu izražanju in razstavljanju svojih stvaritev. Res sem slikal že od otroštva, potem sem šel na umetniško gimnazijo, želje so bile velike, ampak na koncu sem ostal v Piranu, tako da ustvarjanje je postalo potem nekako moja življenjska nuja, nisem doštudiral, ampak še danes rišem.
Imel je številne samostojne in skupinske razstave tako doma kot v tujini. Za svoje dela je prejel tudi nekaj nagrad, med njimi izstopa nagrada na piranskem Extemporu leta 2016 za sliko poimenovano Tepih na dopustu. Pri svojem ustvarjanju kreativno in brezskrbno raziskuje ter stremi k iskanju svobode in neusahljive spremenljivosti. Nimam najljubših tehnik, vedno rad eksperimentiram. Dan danes rad tudi, če kaj ostane ali vidim kaj potrošnega materiala, skušam kaj odreciklirati. Tako da, če govorimo o današnji razstavi, je v bistvu veliko na neki reciklaži, odpadni barvi, ki ostaja in tudi na materialu, na katerega nanašam to barvo. Tako da nenehno nekaj raziskujem, tako da mi življenje ni dolgočasno. Navdih za dela iz razstavljene zbirke je avtor črpal iz domišljije pri vizualiziranju narave v jeseni, z mislijo na reciklažo. Nekako sem začel reciklirati materijale in vsi te reciklirani materijali oziroma kar ostaje ponavadi neke rjave barve. Tako da misel je šla takoj na jesen, ki je tudi en čas, ko v bistvu tu na obali je konec poletja, neko dolgočasje, in v bistvu jaz sem si vzel čas za risanje. In nekako tudi te barve so mi bile od nekdaj vedno blizu, tako da sem risal v teh toplih tonih, dajmo reči. In dejansko je prišla ideja o tem, kar najdem, kar lahko dam in da je v teh rjavih tonih. Tako da je nekako neka misel na reciklažo, neka misel na jesen. Jesen zaradi tega, ker tudi danes smo tukaj, ampak pred 2 leti smo bili zaprti in sem začel tudi spuščati to barvo dol po slikah, kot nek znak, da pazi se šmrkle, če ga vidiš, ker ne moreš iti ven. V razstavljeni zbirki del se je avtor poigraval z abstraktnimi likovnimi površinami, na katere je dodajal barve in razne imaginarne simbole, ter jih povezal v uravnoteženo, teksturirano celoto. Veliko improvizacije, predvsem skušam pri teh slikah si vzeti čas zase, za trenutek, tako ko gre športnik malo trenirati pa odlaufati, tako jaz odlaufam eno sliko, tako da gre dosti tudi za sproščanje. Sicer pa najlepšo sliko, ki jo danes žal nisem tukaj razstavil, jo hranim doma, tako da je kar nekaj izdelkov nastalo. Tako. Likovni umetnik iz Pirana ostaja hudomušen in motivirano zre v prihodnost. Posebni načrt za naprej je, da ne grem nazaj, in to je to. Na odprtju razstave smo lahko prisluhnili tudi večglasnemu petju ljudske glasbe, za katero so poskrbele Muze Fuse iz društva Muzofil. Likovna zbirka Naslednja jesen bo še cel mesec razstavljena v galeriji Alga v Izoli. V kletnih prostorih dvorane Bonifika v Kopru že od leta 2010 deluje Center dnevnih aktivnosti Koper. Ustanovljen je bil na predlog Zveze društev upokojencev in Mestne občine Koper, slednja tudi financira njegovo delovanje. Center je letos poleti praznoval 12. obletnico delovanja. Je del Zveze društev upokojencev Mestne občine Koper, ki poleg Centra dnevnih aktivnosti za starejše občane vključuje še 15 društev in klubov upokojencev in večgeneracijski center Morje. V centru skozi vse leto organizirajo veliko število dogodkov, delavnic, športnih in drugih kreativnih aktivnosti, ki so v prednovoletnem času predvsem praznično obarvane. Decembrski program centra je namenjen predvsem pripravam na novo leto. Tudi naše aktivnosti so v glavnem vezane na to. Danes na primer pripravljamo hišice iz medenjakov, pekli bomo pršut, nekaj kuharskih delavnic bo na to. Skupaj smo okrasili center z našimi člani in tudi program je namenjen, mogoče malo bolj prazničen kot drugače. Aktivnosti je pa čez celo leto veliko, se pa razlikujejo med zimskim in poletnim časom, absolutno. Center dnevnih aktivnosti je med upokojenci zelo priljubljen. Dnevno ga obišče več kot 300 uporabnikov. V center je vključenih 2212 starostnikov.
in smo nekako namenjeni prav njim, no? Tako da prav bilo kateri starostnik lahko pride. No? Dnevno pa jih pride med 300 in 400, posebej torek, sreden, četrtek je več, ponedeljek in petek malček manj. Socialna vključenost in druženje sta med najpomembnejšimi cilji centra dnevnih aktivnosti, pa tudi osrednja motivacija za ljudi, ki sem prihajajo tako množično. Ja, glavni cilj našega centra je to, da starostniki niso socialno izključeni. Če se ob temu še kaj naučijo, si zapolnijo svoj prosti čas, pravzaprav kakovostno preživijo, smo mi dosegli naš cilj. Ta teden so se na primer uporabniki centra udeležili srečanja 3 centrov dnevnih aktivnosti v Ljubljani, ki so ga izkoristili tudi za izlet in ogled prestolnice. Jaz sem bila prvič na enem takem dogodku na srečanju 3 centrov dnevnih aktivnosti in sem navdušena. Nisem pričakovala, da bo tako sproščeno, tako veselo in tudi poučno. Program centru pomagajo realizirati prostovoljci, ki velikokrat prihajajo iz vrst uporabnikov, torej upokojencev, ki z veseljem delijo svoje znanje in veščine s sovrstniki. V okviru centra smo se zdaj prijavili na razpis, zato vem, da imamo 102 prostovoljca v letu 2022. Ljudje pridejo kar sami največkrat, sicer včasih tudi koga iščemo konkretno za eno določeno stvar, ampak kar pridejo, vidijo, kaj se dogaja, pa ponudijo neka svoja znanja, ki jih imajo. Veliko je med njimi upokojencev, upokojenih učiteljic za jezike in tako dalje. Neki pa ročnih del, tisti, ki so se morda kdaj ukvarjali s kakim športom, zdaj to pač porabijo tukaj pri nas. Ja, tako jih nekako nabiramo, ne? In upam, da so res zadovoljni tudi naši uporabniki. Tukaj sem kar pogost gost in drugače vodim pohode v petkih, se podeležujem tudi kakšne druge delavnice, keramike pa risanje s peskom. Tako, glede na to, da je tukaj ogromno aktivnosti, imamo večkrat težave s tem, katero bi izbrali, ker se znajo tudi pokrivati. In v vsakem primeru bi rekel, da je ta center, mislim, da je 10 let, koliko je obstaja, je velika pridobitev za občane, predvsem za starejše ljudi, nekateri, ki pač nismo penzioneri, no? Ampak ljudje, ki so doma, ki ne vejo, kaj bi, kam bi se dali, in se mi zdi zelo fajn, da vsak nekaj najde, ker tle od slikarskega, fotografskega, krožka, bi rekli, ko rečejo dol, nemaš to nema, no tako. Tako da smo zelo zadovoljni, da je. V center prihajam zato, ker mi je tu prijetno, se družim, tudi ustvarjam, telovadim, to je pa moje največje veselje, da gibam in vodim skupinico težje gibljivih ljudi. Sem redna uporabnica tukaj v CDA-ju in danes sem tukaj zato, da pokažem tistemu, ki je zainteresiran, kako se delajo božične hišice iz medenega testa, kako se naredijo in kako se okrasijo. To počnete tudi doma, ste mojstrica kuhe in peke? Absolutno nisem nobena mojstrica kuhe in peke, zelo rada pa delam z vnuki, ustvarjam. In recimo medene hišice so tak primer, ko vsi v družini z veseljem ustvarjajo, od najmlajših do najstarejših. Ja, jaz lahko rečem vsem osebju vse pohvale, res se zelo potrudijo, znajo zanimirati tudi uporabnike, da sami dajejo in delijo svoje znanje kakršnokoli. In to je lepo, da si tudi v starejših letih lahko kaj novega naučimo od tako bogate zakladnice znanja. Zaključimo pa s pozdravno mislijo veteranke centra dnevnih aktivnosti Mare Godnič. Torej v imenu vseh naših članic Žogice se zahvaljujem centru, da nam daje velike možnosti za našo posebno vrsto telovadbe na stolih, na blazinah, z žogami, s trakovi. Skratka, imamo veliko možnosti za gibanja. Hvala lepa. V sredo 7. decembra je Aleksander Batič v Grand Hotelu Koper predstavil svojo knjigo z naslovom Vse eno, vse je eno. Avtor ima za seboj cel repertoar različnih položajev in del, ki jih je opravljal, med njimi je na primer ustanovitev naravovarstvene organizacije Interso Koper, s katero promovira družbeno odgovornost podjetij. 4 mesece je bil tudi samotni pastir v Tolminskih hribih, kot prostovoljskega ambasadorja Evropske mreže ekoloških naselij ga navdihuje sonaraven način življenja.
Njegov najnovejši podvig je izdaja svoje prve knjige, ki jo je začel pisati pol leta pred korono. Kot sem povedal, delavnice sem imel dosti let za otroke, za odrasle, potem sem neizmerno užival in to tudi še vedno počnem, čeprav z malo manjšo intenzivnostjo. Tudi dokler sem pisal knjigo, sem si rekel, počnem samo to, ker drugače bi šlo težko skupaj. Ampak že dolgo nazaj sem se spraševal, kaj lahko še naredim, da bom dosegel več ljudi, ne? Da lahko to sporočilo, ki ga sicer na en način vsi bolj ali manj poznamo o sobivanju z naravo, ampak da se nas bo še več ljudi dotaknilo. Ideja je bila to, da na osnovi neke mehke sporočilnosti, jaz sem si vedno govoril, da bom pisal roman, ne? Roman o nečem. In imel sem začetek zamišljen, nisem imel pa cele zgodbe naprej, ampak niti ni bilo potrebno. Rdeča nit knjige je starovirstvo oziroma, kakor pravi avtor, naravovirstvo, čemur je nekaj besed namenil sogovornik Boris Čok. Zaradi vseh globalnih sprememb, ki se dogajajo zaradi našega ravnanja z Zemljo, bi se, če ne bi želeli uničiti našega planeta, morali približati načinu življenja, ki je v tesnem stiku z naravo. Osrednja zgodba je vezana na skupnost prijateljev, ki so se spoznali konec 19. stoletja in kasneje ustanovili skupno vas pod Kolovratom na Tolminskem, kjer so se povezali s tamkajšnjimi starovirci. Tik pred nastopom Prve svetovne vojne so se ob zavedanju nevarnosti preselili na drug planet z imenom Vesna. Planet Vesna je na en način, ne bom rekel blizu idealnosti, ker idealnosti ni, ne? Ker takrat, ko se bo zgodila sama idealnost, bomo zginili, ker pravzaprav kaj bomo več počeli, ne? Ampak jaz govorim o tem planetu Vesna kot o nekem navdihu, kjer so ljudje začeli razumevati to svojo popolnost, ker namreč vedno smo popolni, ni treba, da stremimo k popolnosti, ne, smo že popolni, ne. Torej, ko to svojo popolnost znajo izraziti in se povežejo med sabo, pravzaprav je že to, ne. In mogoče kakšne drobne malenkosti, ki jih včasih zmotijo, so to samo ena šola, ki se jim zgodi mimo grede in jim je dokaj enostavno živeti to življenje. Avtor pravi, da knjiga pokaže moč zavestnih izbir posameznika in skupnosti ter alternativo za prijaznejši svet. Najprej je treba začeti pri sebi, saj iz začetnega dobrega odnosa s seboj lahko nadaljujemo tudi navzven, v odnosih do narave in drugih. Narava pomeni najprej pravzaprav nekaj v meni, v mojem srcu. In ko znam to svojo srčnost, podkrepljeno z razumom seveda, povezati z naravo in tudi na en način živeti v skladu vseh teh treh stvari, je to. Kaj pa si Aleksander Batič želel, da bi bralci dobili prek njegove knjige? Po eni strani je to lahko samo sprostitev, ne? In že če smo sproščeni, smo dosti naredili. Po drugi strani lahko knjiga sproža neka smiselna vprašanja, seveda meni vprašanja, na katera je dobro tudi odgovoriti seveda. In tretja stvar je, s knjigo si lahko tudi pomagam, si naredim neke lastne oporne točke, ki mi pomagajo iti skozi življenje na prijaznejši način. Tako da pravzaprav jaz z veseljem prepuščam bralcu, za katero varianto se bo odločil, in vse so pravilne. Od svojih prihodkov, povezanih s prodajo knjige, bo 3% nakazoval na podračun pri Interso Koper, k čemer bo povabil tudi partnerske izvajalce. Z izbranimi sredstvi bodo podprli človekoljubne in ali sonaravne pobude. Pretekli petek so na Pomjanu otvorili novo pridobitev, obnovljeni vaški dom Pomjan. Ob tej priložnosti so otvoritev obeležili s tradicionalno vaško fešto Martinjo z ocenjevanjem in pokušino vin domačih pridelovalcev. Pomjan je najvišje ležeča vas Šavrinskega gričevja in je del krajevne skupnosti Šmarje. Prenovljeni vaški dom so uredili v prostorih nekdanje osnovne šole, prenova pa je bila financirana s sredstvi participativnega proračuna Mestne občine Koper. Kandidirali smo za sredstva pred 2 leti in seveda v letošnjem letu smo
ta sredstva dobili in se lotili del in smo uspeli zaključiti tudi dela do te faze, kot so zdaj vidne. Narejeno je bilo rušenje predelnih sten, tlaki, ploščice, čista obnova tega dela, polovice pravzaprav tega objekta, ki je bil včasih šola Pomjan, tako da ga bomo zdaj uporabljali za vaški dom. Dela so potekala približno 3 mesece, pripravljali smo se pa na to več kot 1 leto. Z vaškim domom bo zdaj upravljalo kulturno, turistično in športno društvo Pomjan. Obnovitvena dela so potekala 3 mesece, priprave nanje pa so trajale še leto več. Za vas je to pomembna pridobitev, saj predtem niso imeli skupnega prostora za prireditve in druženja. Zdaj smo pridobili ta lep prostor, ki je velik približno 75 kvadratnih metrov in bo služil za vse možne namene, ki jih lahko en vaški dom ima, tako kot vsi drugi vaški domi po vaseh. Lastnik objekta je sicer krajevna skupnost Šmarje, društvo pa si želi, da bi se s krajevno skupnostjo dogovorili tudi o trženju prostora. Vendar polovica stare šole ostaja še neobnovljena, saj zaenkrat sredstev za celotno prenovo ni. Ostali del objekta nismo se lotili še popravljati, zato ker bi bila prevelika investicija, ker pušča streha. Vsa okna so, stavbno pohištvo je še iz leta 1954, od tega leta, ko je bila zgrajena ta šola, in je res dotrajano in ta objekt potrebuje celovito prenovo od strehe, oken, vrat in tudi fasado. Tako da sredstev zaenkrat ni, dogovarjamo se z mestno občino Koper in pričakujemo, da nas bojo dali v proračun sredstva tudi za ta naš objekt. Na mestni občini Koper so z ureditvijo vaškega doma zadovoljni. Ureditev enega prostora v bivši stari šoli na Pomjanu v nek prostor družabni, ki ga bo kulturno, turistično in športno društvo Pomjan uporabljalo za svoje dejavnosti, nam pomeni veliko. Uredili so ga v okviru participativnega proračuna, torej in izkoristili svojo priložnost, da dobijo tisto, kar potrebujejo za svojo dejavnost. Še enkrat smo dobili potrditev, da je participativni proračun tisti, ki ga je ljudstvo sprejelo in si seveda s tem nadgradilo tisto, kar sami potrebujejo v njihovih društvih, okoljih ali pa čemorkoli. Tako da vesela sem, da so predvsem domačini veseli nove pridobitve in pa da smo mi v okviru te aktivnosti, ki smo si jo zadali, naredili nekaj novega in pa seveda uporabnega. Delno zaključen projekt obnove vaškega doma Pomjan je primer aktivne participacije občanov pri razporejanju proračunskega denarja. Ta je sicer omejena na projekte težke med 10.000 in 40.000 evri. V prihajajočem obdobju 2023-2024 pa bo skupno v ta namen zagotovljenih 960.000 evrov. Jutri, 10. decembra, je Svetovni dan človekovih pravic. Uveljavljene človekove pravice so ključne za našo svobodo in enakopravnost. Dejstvo pa je, da ljudje ne vemo veliko o svojih pravicah. Z tega vidika lahko rečem, da o človekovih pravicah vemo zelo malo. Se mi zdi, da nasplošno kot družba jih razumemo kot apolitične, kot sredstvo zaščite posameznika proti oblasti, kot neko instrumentalno sredstvo ali pa kot neke obče vrednote, ki izhajajo iz koncepta človeštva. Seveda to do določene mere seveda so, ampak so veliko več kot to. Človekove pravice so na nek način integralni del političnih struktur in v bistvu poganjajo aktualne odnose oblasti. Recimo nacionalna država sloni na ideji človekovih pravic, prav tako pa so človekove pravice ideologija, ki poganja kapitalizem. Čeprav se v medijih zelo pogosto govori o človekovih pravicah, se ljudje ne zavedamo, kakšen vpliv imajo na naše vsakdanje življenje. Ja, zdi se mi v bistvu, da je nekako celotno sobivanje ljudi sestavljeno iz človekovih pravic. Rekla bi, da v bistvu, da gre za neka pravila medsebojnega obnašanja in pa tudi spoštovanja. Hkrati pa je zelo pomembno in ključno tudi, da so te pravice potem opredeljene v zakonih in v pravu,
da se države k temu zavežejo in da jih spoštujejo. Tako da ta vidik se nam zdi izredno pomemben. Včasih niti ne pomislimo na kršitve človekovih pravic, ki se sicer dogajajo pogosteje, kot si morda mislimo. Če se ozremo naprimer v pretekle 2-3 leta, ko smo bili v bistvu v času epidemije, smo opazili, da je bila v Sloveniji močno kršena pravica do protesta, se pravi pravica do svobode izražanja in zbiranja. To se je v bistvu dogajalo v času epidemije širom sveta, hkrati pa močno tudi v Sloveniji. In takrat smo v Amnestyju tudi glasno opozarjali na te kršitve. Ranljive skupine so najbolj pogoste žrtve kršitev človekovih pravic. V našem primeru gre navadno za vprašanje migracij, tema migracij, se pravi, da obravnavamo predvsem človekove pravice migrantov, prebežnikov, prosilcev za azil, beguncev. V tem kontekstu lahko rečem, da v Sloveniji kar pogosto prihaja do kršitev. Recimo naj omenim, v preteklosti se je pogosto dogajalo, da so naši obmejni policisti vračali prosilce za azil na Hrvaško, kljub temu, da so v tistem času obstajala zelo podrobna poročila o neprimernem ravnanju se strani hrvaških policistov nad migranti, ki so nad njimi izvajali nasilje in jih potem celo vračali v Bosno. Z tega vidika lahko rečem, da je v tem primeru prihajalo do kršitve 3. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah, ki govori o prepovedi mučenja in ponižujočega in nehumanega ravnanja. V Sloveniji pa najtežje živijo nepriznane nacionalne manjšine. Problematika oziroma tema, s katero se v Amnestyju že zelo dolga leta ukvarjamo, je tudi romska tematika, se pravi Romi na jugovzhodu države še dan danes živijo v neustreznih bivalnih pogojih, nekateri nimajo dostopa niti do vode, tako da to je področje tudi, ki je še široko odprto za izboljšave in kjer se v bistvu naši pozivi vladajočim politikam ne končajo in si želimo napredka in izboljšanja. Najbolj ogroženi so posamezniki, ki pripadajo več ranljivim skupinam. Tako organizacije postavljajo poudarek predvsem na otroke, katerih pravice so pogosto spregledane. Otroci so še posebej ranljiva skupina, kot sva tudi že prej omenili. Tukaj govorimo o romskih otrokih, pa v otrokih, ki so se v Sloveniji znašli brez spremstva, se pravi begunskih otrokih, ki so zelo ogroženi, ne glede na to, kje se nahajajo in na kakšen način jih poskušamo zaščititi. Zato v slovenski Amnesty še posebej temu namenjamo neko pozornost. V sklopu naše akademije Amnesty smo pripravili tudi tečaje o otrokovih pravicah. Po vsem svetu se ljudje vsak dan borijo za svoje pravice. Recimo, v Iranu je pred nekaj časa ukinjena moralna policija, ki je ogrožala pravice in celo življenja veliko žensk. Zavedamo se moramo, da so človekove pravice konstrukt naše zahodne družbe, so relativno mlada ideja, ki je nastala na evropskem kontinentu. Iz tega vidika so lahko človekove pravice razumljene tudi kot oblika moralnega imperializma. Namreč zavedati se moramo, da ima vsakdo tudi pravico do življenja v lastni kulturni skupnosti in udejstvovanja v življenju te lastne kulturne skupnosti. Težava seveda nastane, kadar vrednote te lokalne skupnosti niso skladne s človekovimi pravicami, naprimer, kot smo lahko priča v nekaterih tradicionalnih družbah, skupnostih ali v državah v razvoju. Se pravi, to je vprašanje kulturnega relativizma in je vedno delikatno vprašanje. Zdi se mi, da bi zato vsaka zahteva po spremembi nekega političnega ali družbenega reda, da ta zahteva mora prihajati od znotraj, se pravi s strani predstavnikov lokalne skupnosti, kot se to trenutno tudi dogaja v Iranu, in na ta način, se pravi, neka zahteva ne sme prihajati s strani nekih političnih elitističnih skupin ali mednarodnih organizacij, ker s tem lahko izgubi neko legitimnost. Vkolikor ta zahteva prihaja, zahteva po spremembi obravnavanja žensk, recimo prihaja s strani žensk, ki v tej skupnosti živijo, se mi zdi povsem legitimna in bi morala biti spoštovana. Kljub nekaterim pozitivnim spremembam je pred nami še dolga pot do zagotovljenih pravic za vse člane družbe. Globalno gledano se mi zdi, da je situacija precej manj optimistična.
Zdi se mi, da ravno globalizacija in z njo širjenje te potrošniške ideologije in neoliberalizma negativno vpliva na človekove pravice, ker po eni strani močno prizadene podnebne razmere, se pravi vpliva na podnebne spremembe, sili ljudi v neprostovoljne migracije, velikokrat te posamezniki končajo v nekih razmerjih, delovnih razmerjih, kjer so ekonomsko izkoriščani. Človekove pravice so še vedno nedokončana zgodba, odprta za izboljšave. Ljudje naj bi se še naprej borili za napredek družbe in sistema. Sedaj, ko ste si ogledali pregled tedna, pa si poglejte še, katere dogodke lahko pričakujete v prihodnjih dneh. Sprva smo se ustavili v Izoli in obiskali Art Kino Odeon, v katerem si čez vikend lahko ogledate kar 3 različne filme. Hvala za to priložnost, pozdravljam vse gledalce Megafona. V Art Kino Odeon so vabljeni vsi, ki seveda si želijo dobrega filma, imamo pa pripravljeno za vse, tako komercialno vsebino kot art. Če začnemo zdaj s tem vikendom, lahko pridejo pogledati biografsko dramo Lamborghini, o dejansko človeku Lamborghiniju, in hkrati si lahko tudi ogledajo obe strani rezila, taka posebna drama o vezeh in razmerjih med ljudmi. Tudi za najmlajše imamo poskrbljeno v našem rubriki Kinovetrnica, ki bo imela tako ta in naslednji vikend na programu nadaljevanju Butega mačka, zelo zanimiva in zabavna zgodba. Bi pa poudaril, da nadaljujemo tudi z rubriko Ponedeljki za zamudnike, ki bomo imeli zdaj naslednja 2 ponedeljka, zelo dober film Trikotnik žalosti. Medtem, ko se kinodvorane polnijo, pa so na voljo tudi sedeži v gledališču Koper, ta teden predvsem za otroke. V naslednjem tednu se bomo osredotočili predvsem na otroke, na otroški program, tako da že v soboto 10.12. ob 10.30 igramo Butalce. Nato imamo serijo predstav Barčica, ko nas bo obiskal tudi Dedek Mraz. Naj omenim, da 14. decembra igramo Dobrodelno Barčico in ves izkupiček bo odšel Zvezi prijateljev mladine. Čez vikend se boste lahko ustavili v parku Pietro Coppo, ki se je že slab mesec nazaj spremenil v ledeni otok. Pozdravljeni v našem prelepem parku Pietro Coppo, kjer se odvija že vrsto let tudi nov cikel prireditev Ledeni otok, tudi letos z drsališčem. Kar se pa tiče prireditev, ki dopolnijo celotno to dogajanje, praznično dogajanje, lahko začenjamo kar s tem vikendom soboto, 10. decembra, pa posebno tudi lahko rečemo eksotična varianta za praznik oziroma za to lokacijo. Imamo potepanje 2 tenorjev s harmoniko, zaključimo pa vikend z Moontime kvartetom, malo bolj na easy bi rekli. Dogajanje smo preverili tudi v Centru mladih Koper, ki čez teden ponuja raznorazne vsebine. First of all, we have the potopisno predavanje, this 13th of December. Then also we have a Harry Potter quiz. This 15th we have a literarni večer o Anne Rime in Cimeka. Art Kino Odeon obisku vabi tudi konec tedna zaradi izida novega Avatarja. En poudarek za tiste, ki si želijo pravih efektov in so oboževalci Camerona, si lahko pridejo od 15. decembra dalje ogledati nadaljevanje Plavih junakov Avatar pod vode. Obiskali smo še Biradijski, kjer v petek 16. decembra obljubljajo zabavo. Petek 16.12. pa delamo Bajdere Bros, torej bolj za takšen zabaven večer, kjer bo bila selekcija na vinilu bolj usmerjena, gremo več v neke šlager, XU, zabavne zadeve, da ne bo toliko fokus na kvaliteti, ampak bolj na neki zabavni noti in predvsem na druženju, tako da vabljeni v Biradijski. Petek nam bodo večer popestrili še lokalni No Air, ki bodo v sklopu Ledenega otoka nastopali v parku Pietro Coppo. Za vse tiste, ki pa bi raje počivali na toplem, gledališče Koper ponuja še eno novost. V petek 16. decembra pa na vrsto prihaja že eden izmed večjih dogodkov, ki jih bomo decembra gostili, in sicer predstava Moja žena Penelopa, v kateri nastopa velika zvezdnica italijanske televizije in gledališča Ornella Muti.